Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Dobrodošli v današnji epizodi Alumni Connect podcast. Današnji gost je Domen Jere, soustanovitelj podjetja IC Global, ki je v Slovenijo pripeljalo plačilno metodo Alipay. Tisti, ki ste bili že na Kitajskem, veste, da je Alipay poleg WeChat Pay skoraj edina plačilna metoda in nekje dejansko sploh ne uporabljajo gotovine. Verjetno ste tudi že ugotovili, da se bomo danes pogovarjali o medkulturnih razlikah med Slovenijo in Kitajsko, tokrat iz slovenskega stališča. Domen, živjo, tvoje celotno življenje je ekstremno povezano s Kitajsko. Od študija do kasneje poslovne poti. Pa mogoče začniva na začetku. Ti si študiral na Kitajskem leta 2015. Zakaj Kitajska? Zakaj recimo se nisi odločil za izmenjavo katerih evropskih držav, ko so recimo bolj popularne? V bistvu enkrat sem bil na predavanju tukaj na ekonomski fakulteti, ki je imel predavanje en kitajski profesor. In takrat je razlagal, da Kitajska je bila pred letom 1800 je ustvarjala 1/3 svetovnega BDP-ja. In takrat mi je dal zamisliti, če Kitajska ustvarjala 1/3 BDP-ja, da je v bistvu zdaj, ko smo imeli občutek, da je Kitajska kakor ena proizvodnja samo igrač, da dejansko iz leta pred 1800, da je bila najbolj napredna, da bo verjetno spet se vrnila v te tirnice. In pa smo občutek, da lahko v bistvu bo Kitajska spet v prihodnosti prav velesila. In iz tega me je potem zanimalo to, da hočem več zvedeti o Kitajski, in potem sem se tudi posledično odločil, da grem na Kitajsko. Po drugi strani sem pa imel nek občutek, da bo to čisto druga kultura, kakor jo lahko pričakujem kjerkoli tukaj v Evropi, če bi šel na izmenjavo. Pa si točno recimo vedel, v katero mesto greš, recimo Šanghaj, Peking? Na začetku sem bil v bistvu prepričan, da hočem iti v Šanghaj, ker je bilo nekako se mi zdela najbolj logična izbira. Potem pa, ker sem bil tukaj na mednarodnem poslovanju in sem imel tudi mednarodne sošolce, je bil eden od sošolcev tudi Kitajec, ki je bil pa iz mesta Chengdu. In ta sošolc me je v bistvu pol prepričal, da grem v to mesto Chengdu. Ampak takrat nisem nič vedel, v bistvu v mestu Chengdu, razen to, da je sestrsko mesto Ljubljane. In to je mesto drugega reda, medtem ko recimo Šanghaj pa Peking prvega reda. In sem bil prepričan, da ta mesta, ki so drugega reda, da so tudi ne tako zelo razvita. Ne? Ampak potem sem se odločil za Chengdu in niti zdaj, niti malo ne obžalujem te izbire. Zato, ker v bistvu Šanghaj je zelo metropolitansko mesto, zelo svetovljansko, tam znajo govoriti zelo dobro angleško, medtem ko v Chengdu se hitro stvari obrnejo, kar se tiče znanja angleščine. Je pa ena velika prednost Chengduja, drugače v bistvu mesto, ki je čisto na jugo-zahodu Kitajske, in ena prednost Chengduja je to, da je zelo bolj tradicionalno kitajski, tako da sem lahko tam izkusil res tisto pravo Kitajsko, ki v bistvu ne bi mogel izkusiti v Šanghaju. Kaj pa recimo prednost si šel na Kitajsko, si se kaj učil kitajščino in v bistvu kakšna so bila tvoja pričakovanja od Kitajske? Sem se tudi prej učil kitajščino na Konfucijevem inštitutu, tam sem dobil v bistvu neke osnove kitajščine. In ko sem prišel na Kitajsko, sem zdaj mislil, koliko že znam kitajsko. In ker tukaj smo se učili nekih osnovnih stvari, recimo tudi kar se tiče hrane, ampak potem, ko sem dobil tam meni v kitajščini, je bilo, bi rekel, 99% stvari, ki jih je bilo na meniju, se jih nismo učili. Zato, ker tudi že vsaka provinca lahko za neko isto jed ima čisto drugo poimenovanje. Tako da sama kitajščina mi je pomagala, te osnove, tudi da sem bolj samozavestno lahko šel na Kitajsko, ampak potem hitro ugotoviš, da to je v bistvu zelo kompleksen jezik, vsaka provinca ima svoje narečje in da potem je to šele en začetek te dolge poti, ko greš se učiti kitajsko. Kaj še ni pa zate največji kulturni šok? Največji kulturni šok je bil zame v bistvu prvo, ko sem prišel, sploh ta razvitost Kitajske. Zato, ker prej sem pričakoval, da vsaj recimo tam v Chengduju, ko sem bil, da bo
to malo manj razvito, ker je to mesto drugega reda nasproti Šanghaju, Pekingu, ampak to je bilo v bistvu velemesto, 16 milijonov prebivalcev in recimo vozni park avtomobilov ni bilo avtomobila starejšega kot 10 let. Vlaki so bili že takrat ti hitri vlaki in to me je res fasciniralo. In to, kako recimo tako veliko mesto je lahko tako čisto, pa da vse tako zelo funkcionira v samem mestu. Res, da so recimo prometni zastoji, ampak tako drugo vse pa deluje brez problema. Kako bi pa recimo primerjal študentsko življenje na Kitajskem pa študentsko življenje tukaj v Sloveniji? Na Kitajskem v bistvu Kitajci, najprej prvo, kar je recimo kitajski kampus je v bistvu zasnovan tako kot v Ameriki. Torej imaš kampus, tam so večinoma stacionirani kitajski študentje, medtem ko študentje, ki so tuji študentje, smo ponovadi izven kampusa živimo, si najamemo privat stanovanja, medtem ko sami kitajski študentje so pa v študentskih sobah, večinoma na dodiplomskem študiju so po 4 študentje noter v sobi, medtem ko na podiplomskem študiju sta po 2 študenta v sobi. Zdaj, Kitajci so v bistvu zaradi, bi rekel, srednje šole, ker je v bistvu zelo kompetitivna, ker je potrebno razumeti, da Kitajci, ko se vpisujejo na faks, v bistvu faks, kjer ga izberejo, odloča o njihovi prihodnosti, poklicni in kako bojo lahko uspešni. In zaradi tega se zelo trudijo, da čim bolj opravijo srednjo šolo. In potem imajo to maturo, ki se reče po kitajsko gaokao. In to moramo razumeti, da tam je samo enkrat na leto ta, bi rekel, matura. Torej ni popravnega izpita, v bistvu je, ampak je šele pol spet čez 1 leto. In oni se pripravljajo, že bi rekel, od rojstva, da najbolj pišejo to maturo. In ker je recimo v enem letu se prijavi 10 milijonov študentov naprej na faks in potem v bistvu je zelo velika konkurenca med njimi. In so zelo navajeni se učiti. Rekel bi, zelo se trudijo, da bi čim več dosegli in imajo to, bi rekel, te delovne navade, kar se tiče učenja, zelo neprimerljive, kar se tiče z evropskimi študenti ali pa z slovenskimi študenti. Tako da tam, recimo, ko je knjižnica v nedeljo zvečer, bo še vedno polna študentov, ki študirajo. Medtem ko tukaj bi rekel, da smo bili nekako bolj kampanjski študentje. Takrat, ko so bili pred izpiti, smo se veliko učili, smo se pa znali tudi med študijem ali pa med semestrom tudi pozabavati. Medtem ko tam tega v bistvu šele, bi rekel, konec študija mogoče začnejo spoznavati bolj ta vidik zabave, ker prej pa so res fokusirani na študij, pa na čim boljši, bi rekel, ta študijski uspeh. Tako da to je ta razlika. Ja, se mi zdi, da v bistvu v Sloveniji si mi zelo težko predstavljamo, da bi nekdo 15-letni ali pa 14-letni dejansko skoraj še otrok, cele dneve se učil, delal naloge in v bistvu se trudil, da bi bil čim boljši. Tudi recimo poznamo ogromno primerov, ko starši najamejo inštruktorja, ki je z njim cel dan, samo za tega, da nekako usmerja otroka v te delovne navade. Tako da se mi zdi, da tako, kot si rekel, je res ena zelo drugačna zadeva, drugačno kot pri nas, da ta srednja šola, pri nas srednja šola je težka, ampak ni pa tako ključno obdobje, kot je na Kitajskem. Zdaj, mogoče bi, potem si prišel nazaj iz Kitajske, zdaj leta 2018 ste skupaj s prijatelji ustanovili podjetje IC Global in pripeljali plačilno metodo Alipay. Od kje ideja? Ideja je dejansko iz same Kitajske. Zato, ker takrat, ko sem bil prvič na Kitajskem, takrat se je v bistvu Alipay šele dobro začel razvijati v smislu plačevanja v trgovinah. Ker Alipay se je dal, že prej se je dalo z njem plačevati preko spleta, potem je pa v bistvu prišel v fizične trgovine. In takrat, ko sem zagledal to rešitev, da je možno recimo s samim telefonom priti do trgovine, preskeniraš QR kodo in greš, to mi je bilo tako, wow, simple, free, ne rabiš denarnice, vse, kar rabiš, je telefon. In potem sem imel prvo idejo, mi je bilo tako padla
je to, da bi v bistvu mi lahko kot Evropejci uporabljali tak isti način plačevanja. Ampak potem sem ugotovil čez čas z raziskovanjem, da v bistvu Alipay je mogoče samo, da plačujejo z njem Kitajci. In potem se je pa ravno takrat, ko sem se vrnil nazaj z Kitajske, se je začel tudi Alipay vedno bolj sprejemati v Evropi, da so z njem plačevali kitajski turisti. In potem se mi je zdela nekako najbolj logična izbira, da bi to stvar vpeljali v Slovenijo, da bi omogočili tudi slovenskim podjetjem, da sprejmejo takšen način plačila s strani kitajskih turistov. Zato ker takrat, ko smo to začeli vpeljevati, je bil Alipay in pa WeChat Pay na Kitajskem že v tako velikem razmahu, da so v bistvu dejansko samo še uporabljali telefon za plačilo in denarnica v bistvu bila pozabljena na Kitajskem. Pa ste imeli v bistvu v tem času, ko ste delali s kitajskimi partnerji, ste imeli kakšne težave? Mislim, take bolj medkulturne oziroma nesporazumi v komunikaciji. En od večjih nesporazumov, bi rekel, že na splošno pri pogajanju s Kitajci, je glede številk. Zato, ker številke so recimo pri njih, bi rekel, nekako 10 tisočiške enote in potem nimajo enote kot same enote za milijon, kakor jo imamo mi, ampak je pač, bi rekel, kar 10 tisoč milijonov, pač preprosto drugače rečejo. In potem oni v bistvu, ko jim rečeš, da nekaj stane milijon, si morajo preračunavati, pa dostikrat narobe rečejo, ali pa potem, ko nam hočejo povedati, da tudi nekaj stane milijon, v bistvu lahko pride do nesporazuma. In tako da recimo tam smo imeli tako največkrat, smo mogli preverjati, ko se pogovarjamo o tisočih, 10 tisočih, ampak največ pa to, kar smo se pogovarjali, recimo, če nekaj stane milijon ali pa 10 milijonov, da vemo, da isto številko govorimo. In to bi rekel tako pri poslu, sploh s Kitajci, da je dobro biti na to pozoren, da Kitajci se dostikrat potem začnejo mešati naše številke, ko govorijo o milijonih, tako da je potem potrebno biti pozoren, da se res preveri, ali je to ta številka. Druga stvar, ki je tudi ful zanimiva, je s kitajskimi partnerji, ko se ponavadi pogovarjamo, v bistvu pri njih, čeprav je delovnik, bi rekel v narekovajih od 9 do 5, ta office, ampak je v bistvu tudi Jack Ma, ki je bil v bistvu tudi ustanovitelj Alipaya, je rekel, da je tam delovnik 996. Kar je mislil 996 je v bistvu, da delaš od 9 zjutraj do 9 zvečer, torej 12 ur, 6 dni na teden, torej vključno soboto. In to dejansko, bi rekel, drži. Seveda zdaj govorijo, da bodo to zmanjšali, tudi hoče kitajska vlada ta pritisk zmanjšati, ampak preprosto to spet povleče konkurenca med Kitajci, njimi samimi, da hočejo v bistvu oni parirati en drugemu in biti boljši, in zaradi tega potem to prišlo od 9 do 9 delo. To se pa glih pozna, recimo, če potrebujem zdaj kitajskega partnerja poklicati tudi, bi rekel, v nedeljo zvečer, preko WeChata seveda, se mi bo javil, noben problem ne bo, nima tega mindseta. Ok, zdaj imam pa jaz nedeljo, čas za svojo družino in se ti ne bom javil na telefon. To je ta, se mi zdi, res velika razlika, ker pri nas v Sloveniji res cenimo, bi rekel, ta prosti čas in bi rekel, nekako je nedotakljiv. Medtem ko tam je pa to v bistvu nekaj čist normalnega. Ti preprosto, če nekoga rabiš, ga lahko pokličeš sredi dneva ali pa sredi noči. Zato ker nekako posel je v bistvu pri njih res ta prioriteta pa zelo visoka vrednota. Kako pa recimo so Slovenci reagirali na to, da ko ste pripeljali Alipay recimo v podjetja, ko ste šli oziroma v trgovine? Rekel bi, da so nekako na dva načina. Torej, recimo zdaj, STO, torej Slovenija Turizem in pa Visit Ljubljana, recimo, oni imajo zelo strateški pogled na vse turiste in so recimo vedeli takrat tudi, da je kitajski turist bil že 5. najbolj pogosti turist v Ljubljani. In oni so v bistvu sprejeli tak način zelo odprtih rok, torej da hočemo vpeljati
takšen plačilni sistem. Medtem ko bi rekel manjša podjetja, pa v bistvu niti niso seznanjena z tem, ali ko pride nek azijski turist do njih, ali je to japonski turist, ali korejski turist, ali kitajski turist, ker ena glavnih značilnosti je, da je to zelo imajo različne navade, kar se tiče nakupovanja in pa tudi seveda glede plačila, zato ker v bistvu ravno na Kitajskem je najbolj značilno to, da Kitajec hoče plačati s telefonom in da je navajen poskenirati QR kodov. Tako da zdaj bi rekel tako, poslovneži in pa lastniki podjetij, ki so bolj mlajši generaciji, ki sem mu rekel, ok, zdaj bo prišel do tebe kitajski turist in bo poskeniral QR kodo in to bo plačilo namesto klasične, da povleče s kartico, je to razumel. Se mu zdelo, ok, to je napredna tehnologija, na tak način delujejo. Medtem, če sem prišel do nekega starejšega lastnika, starejših generacij, se mi je pa to zdelo v bistvu kakor, da je nek science fiction, kot v bistvu, da to sploh za kaj takega ne more biti res, v bistvu, da lahko je pač preprosto eno QR kodo se poskenira in čez čas bo imel on nakazan denar na svojem poslovnem računu od kitajskega turista. Tako tudi takrat se je v bistvu, takrat, ko mi smo to vpeljevali še pred Evropskim prvenstvom in mi smo že mislili v bistvu, da Alipay, da je dosti poznan v Evropi iz razloga, ker bo bil sponzor v tistem času tudi na nogometnem Evropskem prvenstvu. Ampak se je potem izkazalo, da dejansko skoraj noben v Sloveniji ne pozna Alipaya, kar nam je bilo v bistvu potem še dodatni izziv, ker nekako smo mislili, da je že znan med ljudmi in da bo potem to sprejetje toliko lažje, ne. Tako da smo pa tudi poleg, bi rekel, samega posla mogli vložiti tudi veliko v to, da izobrazimo sploh naše stranke, kaj je Alipay kot sam po sebi. Potem seveda, ko so enkrat ko so sprejeli Alipay, so potem takoj lahko videli pozitivne učinke, ki jih prinaša sama plačilna metoda, v smislu, da je bil zelo preprost za uporabo za same te poslovneže in pa potem, da ko je prišel Kitajec, da je v bistvu lahko kitajski turist, da je lahko veliko več zapravil in dejansko tudi zapravil na takšen način, kakor je njemu najbolj ustrezen. Tako da to je bilo tako pozitivno. Pa misliš recimo, da lahko kdaj v Sloveniji pride do tega, recimo, ko na Kitajskem, da uporabljamo samo take plačilne metode, da ne bo gotovine. Recimo, jaz na Kitajskem sem imela to izkušnjo, ker sem v bistvu hotela kupiti vodo, pa jo nisem mogla, ker nisem imela ne WeChat-paya, ne Alipaya in sem v bistvu vsa nesrečna bila, ker tudi ena trgovina recimo ni sprejemala gotovine. A misliš, da je v Sloveniji recimo so predispozicije, da nekoč kaj takega v bistvu tudi nas doletino? Rekel bi na zelo dolgi rok. Na kratki rok bolj ne mogoče. Zakaj ne? Zato, ker v bistvu mi tudi takrat, ko smo začeli z Alipayom, smo v bistvu priporočali sploh gostincem, da bi imeli QR kodo na mizi, kjer bi jo v bistvu lahko potem kitajski turist poskeniral in bi v bistvu naredil vso vsebino menija v kitajščini in bi bilo lahko potem ta meni tudi ful lažje prilagajati, zato ker ni ti potrebno vedno na novo printati menija, če pride do spremembe. Ampak takrat se je to njim zdelo, ne bomo. Tako da šele korona je prinesla to, da smo tudi v Sloveniji sprejeli, da je nekaj normalnega poskenirati QR kodo, kar se tiče menija. Zdaj recimo opažam, jaz vedno probam uporabljati QR kodo, kjer se le da, tako da recimo tudi plačujem na Petrolu z QR kodo, ker je možno takoj opraviti plačilo in oditi. In nekako bi rekel, da vseeno Slovenci še nismo navajeni te QR kode toliko, ker recimo drugače pol, bi rekel, ne bi bilo toliko vrste, takrat, ko so bile še te koronske omejitve, da ljudje čakajo pred Petrolom, da grejo noter plačati, ker lahko v bistvu posvojijo QR kodo, poskenirajo tam, kjer so točili gorivo in v bistvu grejo naprej. Kar se pa tiče samih plačil, to je tudi en velik premik, je v bistvu, da Kitajci niso tudi toliko uporabljali samih bančnih kartic
in so v bistvu naredili skoraj preskok iz gotovine direktno na plačevanje s QR kodom. Medtem kot v Sloveniji smo pa v bistvu že nekaj časa uporabljamo razne bančne kartice in je potem ta premik mogoče bolj počasnejši. Tukaj bi mogoče še izpostavil to, tudi Kitajci na splošno so zelo bolj odprti do novosti v primerjavi s Slovenci. V smislu, da mi se raje držimo nekih stvari, ki delujejo in potem nekako nočemo nekaj novega probati, razen če smo res v to primorani. Medtem ko Kitajci so pa, bi rekel, po naravi se mi zdi zelo veliko bolj vedoželjni in so bolj potem preprosto hitreje neko stvar poprimejo. Kar mislim s tem je recimo ravno pri starejših generacijah. Starejše generacije na Kitajskem v bistvu skoraj vse uporabljajo pametni telefon in tudi nekako nisem zaznal, da bi imeli one upor pri uporabi pametnega telefona, medtem ko starejše generacije v Sloveniji pa nekako jo moraš res, tudi ko hočeš, bi rekel, prisiliti, se še vedno upirajo na vse štiri, da pametnega telefona pa nočejo, ker je pretežko za uporabo in podobno. Tako da to je, bi rekel, te neke razlike med Kitajci in Slovenci. No, pa če recimo greva na samo poslovanje podjetij, recimo, kako bi primerjal dinamiko poslovanja podjetij na Kitajskem pa v Sloveniji? Rekel bi samo na Kitajskem, da je konkurenčnost med kitajskimi podjetji zelo visoka. In zaradi tega potem lahko v bistvu se morajo vedno inovirati in drugače jih bo nekdo drug prehitev, že drugo podjetje na Kitajskem. In tudi spremembe tam se odvijajo, bi rekel, res bliskovito hitro. Kaj mislim s tem je to, da recimo zdaj, če dam primer enih razvijalcev aplikacij pri samem telefonu. Že ena stvar je, da ki imaš ti na Kitajskem toliko in toliko uporabnikov, kar mislim s tem je, recimo lahko imaš za neko aplikacijo 300 milijonov uporabnikov, je potem spremembe, ki ne delujejo, jih lahko zelo hitro opaziš v sami aplikaciji ali pa v nekem razvoju drugega produkta. Tako da v bistvu potem lahko stvari, ko jih tam spreminjaš, dobivaš zelo hiter feedback od zelo velike množice ljudi in zaradi tega lahko ful hitreje inoviraš. Druga stvar je pa potem tudi Kitajci dejansko karkoli se lotijo, verjamejo v to in nekako, ne samo da verjamejo v to, ampak recimo zdaj stvari se tako hitro tam odvijajo, da ko sem bil na Kitajskem prvo leto, so podzemno, ko se je komaj začelo dobro odpirati v Chengduju, se je tekom leta odprla še ena proga. Potem recimo, ko sem prišel čez eno leto nazaj, potem so se odprle še 3 dodatne proge, podzemne proge, kjer v bistvu je potrebno računati, da je to zelo kompleksen proces, da postaviš pač podzemno železniško progo. In tam se v bistvu stvari, bi rekel, odvijajo res svetlobno hitrostjo. In medtem ko v Sloveniji seveda znamo inovirati, ampak je ta proces toliko daljši, kot v primerjavi s Kitajsko. Kaj pa recimo, jaz sem v bistvu opazila v teh storitvenih dejavnostih, da je recimo veliko več osebja. Recimo, ko greš v restavracijo, pri nas je eden, ki pospravlja, ki streže, pri njih je pa to precej drugače, mogoče še iz tega vidika. Ja, tam je v bistvu zelo razdeljeno. Prvo, kar je, tam vlada zelo velika hierarhija. Kaj mislim s to hierarhijo je v bistvu, da tam, ko hodiš mimo restauracije in če hodiš zjutraj mimo restauracije, šef postavi vso svojo strežbo, vse svoje kuharje v eno ravno vrsto pred restauracijo in potem pove, kaj bojo delali. Potem pa, bi rekel, to je glih ta ena velika razlika. Pri nas bo zdaj en natakar prinesel 6 jedi na 2 rokah, tam bo v bistvu zdaj en natakar prinesel 2 jedi in bo skrbel samo za 2 do 3 mize, kar pomeni, da zaradi te velikega števila ljudi so, bi rekel, vse naloge zelo razdeljene. In tako potem se zgodi lahko, da čisto konkretni primer, ko gremo recimo iz parkirne hiše, da je posebej en zaposlen,
ko prideš ven iz parkirne hiše, da te pozdravi, ko se mimo pelješ. In to je v bistvu njegova dnevna naloga, torej, da pozdravlja ljudi, ko se peljejo ven iz parkirne hiše. Drugače pa je ta hierarhija je na Kitajskem zelo pomembna, kar je v bistvu za nas, za Slovence, ker smo si nekako zelo enakopravni, v smislu, da tudi sama oseba, če zdaj vidim kot nekoga, ki je recimo predsednik države, bo zame to nekaj čisto normalnega, ker ne bo ta predsednik države imel zraven še 10 varnostnikov, pa tudi zato, ker je to toliko dosegljivo, da ga lahko vidim. Medtem ko zdaj čisto konkretno smo imeli srečanje v Dubrovniku z kitajskimi poslovneži. Takrat je bil tudi kitajski premier in naš premier slovenske vlade. In premierji so prišli potem nas pozdraviti v naš biznis oddelek, kjer smo se v bistvu takrat pogovarjali z kitajskimi poslovneži. In ko so kitajski poslovneži zagledali svojega premierja, so dobesedno prav skočili iz stola, skočili gor na mizo, kot eni komandosi, in začeli slikati svojega premierja, zato ker so ga dejansko prvič v življenju sploh videli v živo, ne. In to je tam čisto nekaj drugega, zaradi toliko velike populacije je dejansko priložnost, ki jo lahko imaš samo enkrat v življenju. Medtem ko pri nas se to lahko zgodi, da predsednika države vidiš enkrat na teden. Tako da je ta razlika med, bi rekel, kako dojemajo hierarhijo, pa kako potem nekdo, ki je na višji poziciji, kako ga v bistvu častijo, pa drugače mu izkazujejo spoštovanje, kakor pri nas. No, če nekako zaključiva, kaj bi recimo ti svetoval slovenskim podjetjem oziroma startupom, ki razmišljajo o tem, da bi delali s Kitajsko, oziroma stopili na kitajski trg ali delali s kitajskimi partnerji, ali naj se grejo učiti kitajščino, ali kakšne informacije naj prej dobijo, ne? Recimo vemo, ogromno je podjetij, tudi velikih podjetij, ki je šlo na kitajski trg, mogoče precej brezskrbno in izbrali enako strategijo kot za druge trge in izgubili ogromno denarja v bistvu na dokaj banalnih stvareh. Rekel bi v osnovi glih to, da učenje neke osnovnega jezika kot kitajščine pride zelo prav, ker potem v bistvu tudi lažje razumeš njihovo kulturo. Ker poudaril bi, da je res najpomembnejše, da razumemo, da sta to dve totalno različni kulturi in da lahko se glih to, kakor si rekla, zelo hitro upečemo. Torej tudi velika podjetja se znajo hitro upeči, ker preprosto pozabijo recimo, da je lahko darilo tam zelo pomembno, ko se prvič srečaš s partnerji in pa da recimo tudi potem je potrebno zbrati to darilo. Lahko dam čisto en tudi konkretni primer, recimo kako sem skoraj tudi sam po pol leta že bivanja na Kitajskem, pa sem imel sebe, da razumem to kulturo. Mi je ena kitajska prijateljica mi je kupila karto za vlak, ki je stala okoli 230 RMB-jev in potem sem v bistvu jaz njej hotel vrniti in sem ji hotel vrniti preko drugega prijatelja, da ji bo to dal. Sem rekel, da ji bom dal 250, ker da zaokrožim na to. In potem v bistvu 250 je pa na Kitajskem, se reče wuer, ki je v bistvu beseda, ki ne bi pomenila, kakor da si tepec. In potem v bistvu mi je tisti kitajski prijatelj rekel, pa čakaj, zakaj bi pa ti zdaj dal njej 250? Sem rekel, a ti veš, da boš užalil s tem? In potem sem tako šele čez čas zakapiral, wow, res je tako pomembno, bi rekel, hudič je v detajlih. In tako da takrat potem seveda nisem dal 250, ampak hočem reči, koliko hitro se lahko zafrknemo pri odnosih s Kitajsko, ne, in s kitajskimi partnerji. Tako da bi nekako rekel, naj startupi ali pa tudi poslovneži naj se zelo pozanimajo, kakšna je Kitajska. Prvo, kar je, če bodo šli na Kitajsko, se morajo zavedati, da je tam internet blokiran, da ni dostopa do Facebooka, Googla in podobnih stvari, ki smo jih navajeni imeti tukaj. In pa da je zelo pomemben recimo sam WeChat, ki je v bistvu nek osnovni komunikacijsko sredstvo
ker recimo tle nadomesti WhatsApp, Facebook in podobna sredstva. In da je preprosto, naj se pripravijo, naj se pozanimajo, kaj morajo imeti, kaj morajo vedeti, ker je to preprosto res prav drug svet. Če bi nekako poenostavljeno rekel, je to ena Indija, Koromandija, čeprav je Kitajska. No. Domen, tema je res zelo zanimiva in mislim, da absolutno nimamo dovolj časa, da bi poudarila vse medkulturne razlike. Mislim, da nekako se strinjava s tem, da je enoten stavek, ki rečemo, da Kitajska je res drugačna. In jaz se zahvaljujem, da si moj današnji gost in ti želim še veliko uspeha tudi naprej. Hvala za povabilo, Darja. Bilo je res užitek govoriti o Kitajski in upam tudi, da vaši gledalci bodo kaj več odnesli, kar se tiče Kitajske. Hvala lepa.